Brezposelni in iskalci zaposlitve. Vključitev v program aktivne politike zaposlovanja. Na poti do zaposlitve vam lahko pomagamo s programi izobraževanja, usposabljanja in spodbujanja zaposlovanja. Izvajamo jih v okviru aktivne politike zaposlovanja. Več informacij o posameznih programih je na voljo na naši spletni in mobilni strani. V programe aktivne politike zaposlovanja, krajše APZ, se lahko vključite prijavljeni v evidenci brezposelnih, kot tudi prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve, če je vaša zaposlitev ogrožena. Za vključitev morate ustrezati ciljni skupini posameznega programa. Kako se vključite v program? Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja. Presoja smiselnosti vključitve, priprava in podpis zaposlitvenega načrta ter podpis pogodbe o vključitvi v program. Osebni svetovalec med svetovalno obravnavo skupaj z vami ugotavlja, ali potrebujete vključitev v določen program, ki vam bo omogočil zaposlitev oziroma izboljšal zaposlitvene možnosti. Predlog za vključitev v program damo na Zavodu za zaposlovanje. Lahko pa brezposelni pisno predlagate svojo vključitev v program tako, da izpolnite obrazec z našega spleta in ga osebno izročite svetovalcu ali ga pošljete po navadni ali elektronski pošti. Svetovalec pri uradu za delo preveri, ali je vaša vključitev v predlagani program smiselna in možna. Če po ugotovitvi smiselnosti soglašate z odločitvijo zavoda, se aktivnost vključitve zapiše v vaš zaposlitveni načrt, ki je podlaga za vključitev v program. Na dan podpisa zaposlitvenega načrta morate ustrezati ciljni skupini programa, v katerega se boste vključili. S podpisom zaposlitvenega načrta prevzamete obveznost, da se boste vključili v program. V program aktivne politike zaposlovanja se lahko vključite, potem ko z nami podpišete pogodbo o vključitvi, s katero se opredelijo pogoji izvajanja programa, vaše pravice, obveznosti in odgovornosti udeležbe v programu in nadzor nad izvajanjem programa. Posebnosti vključevanja v nekatere programe. Programi povezani z opravljanjem dela. Pri programih povezanih z opravljanjem dela se morate predhodno udeležiti pogovora pri delodajalcu, če vas tja napoti naš urad za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Izmed napotenih kandidatov bo delodajalec izbral tiste, ki po njegovi presoji ustrezajo zahtevam in pogojem za opravljanje dela na določenem delovnem mestu. Programi povezani z opravljanjem dela se ne smejo začeti izvajati, dokler ne opravite predhodnega zdravniškega pregleda, kadar je ta predpisan, in dokler vas izvajalec ali delodajalec ne vključi v vsa obvezna zavarovanja po veljavni zakonodaji. Če ste vključeni v program spodbujanja zaposlovanja s pomočjo subvencije, mora delodajalec z vami najprej skleniti pogodbo o zaposlitvi, na podlagi katere lahko pri njem začnete opravljati delo. Javna dela začnete opravljati, potem ko z neprofitnim delodajalcem, ki je izvajalec javnih del, sklenete pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. Programi izobraževanja in usposabljanja. Za vključitev v preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljne kvalifikacije potrebujete tudi obrazec NPK/TK-1.
To je obvestilo o vključitvi v postopek preverjanja in potrjevanja, ki ga izpolni izbrani izvajalec, vi pa izpolnjenega vrnete nam na Zavod za zaposlovanje. Če se udeležujete izobraževanja za odrasle za dokončanje osnovne šole, nižje poklicne ali srednješolske izobrazbe, za vključitev potrebujete tudi obrazec IZO. Iz njega so razvidni podatki o izvedbi programa. Dobite ga pri nas na zavodu, izpolni in potrdi pa ga šola oziroma izvajalec izobraževanja, v katerega boste vključeni. Izpolnjen in potrjen obrazec IZO in zaposlitveni načrt sta podlaga za pogodbo, ki jo podpišete z nami glede vključitve v izobraževanje.